žensko oddajo imamo danes in se zelo veselim tudi moje naslednje gostje, kajti moram reči, da sta obe tako zelo vokalno bile, kako bi rekla, navdušile so nas vokalno in pa tudi naslednja sem top fanica in pa komaj čakam, da lahko vidim spet v živo. Pozdravljena, Saša. Živjo, lep pozdrav. Besede so se mi malo zavozlale, ampak je res, da danes poslušam samo dobre komade in pa gledam dobre videospote in prav lepo romantično smo se popeljali v ta pogovor, kajti ta Kljubca želja, moram reči, da je res wow. Ja, hvala lepa, no, v bistvu je to tudi meni en izmed mojih najljubših projektov in videospotov nasploh. Se mi zdi, da se res pesem lepo pokaže tudi skozi ples, tako da sem res ponosna na ta projekt. Tudi kader moram reči, sicer malo sem prebrala, da je bilo v Posavskem muzeju, nisem vedela, da lahko res narediš takšno gala predstavo v nekem muzeju in pa moram reči, da kakor se bo odprlo, moram si pogledati te scene tudi v živo. Ja, v bistvu ta dvorana je res čudovita. To je bilo v Posavskem muzeju v Brežicah, tako da v bistvu mi je ta muzej in to lokacijo sestra priporočila, ki tam študira, ker jaz tudi prej sploh nisem poznala, nisem vedela, če je možno, tako da je pa rekla, tam je ena čudovita dvorana in sem potem pisala muzeju, smo se dogovorili, tako da res sem zelo vesela, no, da nam je uspelo dobiti tako fajn lokacijo in ker tudi vsi ljudje so bili navdušeni, tako da mogoče bojo imeli pa zdaj kakšnega gosta več, evo. Ja, sigurno si naredila res lepo promocijo za ta muzej in pa seveda tudi za celotni videospot. Moram reči, da sem tudi velika fanica tvojega glasu in pa res imaš izjemne vokale. Se si videla na začetku, so se mi kar zapletale besede, tako da komaj čakam, da bomo lahko spet stopili pred kakšen oder in pa pogledali tudi v kakšnem muziklu. Kajti namreč veliko se te mogoče že spomni iz muzikla Briljantina. Ja, v bistvu res, tudi jaz seveda komaj čakam, verjetno tudi z vsemi ostalimi mojimi glasbenimi kolegi smo vsi že zelo neučakani, kdaj bomo lahko spet stopili na odre, ampak ja, tudi jaz si seveda želim, da bi bilo to čim prej in da bi tudi spet kakšen mjuzikel mogoče nastal, da bi ga lahko predstavili ljudem. Se mi zdi tudi taka zelo lepa zvrst, ko vsak, ko je prišel, se mi zdi, je odšel tako nekako napolnjen, ker to je pa res petje, ples, igra, zabava in se mi zdi, da ne more biti slabo, no, ni slaba kombinacija. Vsekakor ni slaba kombinacija, verjamem pa, da ni tako lahko usklajevati petje in pa potem še sinhrono plesati, to bi še nekako šlo, ampak si zapomniti kot neko gledališko igro, kako je s tem koordiniranjem vsega tega, namreč obsega veliko vaj in pa znanja. Ja, vaj smo imeli kar dosti, v bistvu smo ene pol leta imeli vsak dan treninge, kar intenzivno. Ponavadi sploh pri nas v Sloveniji, a ne, je tako, da ni ravno dosti igralcev, ki bi bili zverzirani v vseh treh stvareh, ne, torej igra, petje in ples, ne, ker v tujini imajo šole za to pa tako. Pri nas je ponavadi kdo recimo zelo močen plesalec, potem je kdo močen pevec, kdo zelo močen igralec, a ne, in potem za druge dve stvari ponavadi moraš pa majčkeno nadoknaditi, a ne. Tako da pri meni je bilo tudi tako, a ne, v bistvu v petju je bila moja močna točka, a ne, potem sem mogla pa v bistvu igro in ples še nekako nadgraditi, ampak seveda smo imeli čudovite koreografe in igralce, ki so nas usmerjali, tako da se mi zdi, da smo vsi nekako potem prišli na ta nivo in smo lahko drug drugemu tudi pomagali, kar se tega tiče. Super, tudi jaz sem vesela in pa še bolj pa sem vesela, da imamo res v naši družbi res tako izjemne dobre ženske, ki lahko vse to usklajujete in pa upam, da boste to energijo lahko kaj kmalu spet izžarevale na velikih odrih. Povej mi pa, je mogoče kakšen muzikal, ki si ga ogledala oziroma kako si sploh prišla na idejo, da bi pa ti enkrat igrala v muziklu recimo? Ja, prvi muzikal v bistvu, ki sem si ga ogledala, je bila ravno Briljantina, kar je tako zelo zanimivo, ampak stara sem bila po moje nekje 8 let, in je bila ena uprizoritev v Ljubljanskih Križankah in tja smo šli z družino, in v bistvu takrat me je to čisto očaralo, sploh nisem vedela točno, kaj gledam, ker se mi sploh ni zdelo, da kaj takega lahko obstaja, ne, da plešejo in pojejo in še igrajo vse te stvari, ki so meni toliko blizu, a ne, tako da takrat sem potem se čisto zaljubila sploh v Briljantino. Če boste moje starše vprašali, imajo po moje že tukaj gor, zato ker sem jo potem gledala vsak dan, in res je to ena taka ljubezen v bistvu v meni se razvila do tega žanra in sem potem šla raziskovati še vse ostale muzikle in vsakega, ko sem našla, sem ga kar posrkala vase, tako da v bistvu res to, da sem prišla do Briljantine, potem še sama nekako, a ne, in še prej do muzikala Vesna,
je bila res ena taka v bistvu, če bi mi kot otroku rekel, verjetno ne bi si nikoli mogla predstavljati, no, niti v sanjah, a ne, da bom pa enkrat jaz na tistem odru stala. Tako da je bilo res kar taka zanimiva in zelo čudovita pot, no, tako da sem zelo hvaležna za to. Super. In pa če bi lahko se sedaj usedla na kakšne izmed teh klopc želja, poleg Briljantine, ki je v bistvu neka želja bila, ali pa tudi muzikala Vesna, da bi lahko nastopala v mjuziklih, je še kakšna takšna skrita želja, ki bi jo pa morda kdaj rada dosegla? Ja, v bistvu zdaj že kar nekaj časa razmišljam o tem mjuziklu, a ne, in to je namreč Fantom iz opere, ker je to tudi mi en tak zelo, se mi zdi, da bi bil tudi za ljudi zelo zanimiv mjuzikel za pogledati, je pa tu spet vprašanje produkcije, ker to je pa tako zelo veliko scene, za tiste, ki poznate to, a ne. Tako da ja, bi mogoče bil kar izziv, no, za tudi ustvarjalce in za vse, ki bi bili prisotni, ampak je pa ena taka vloga, da mi je pa v bistvu tako zelo mikavna, no, tako da mogoče, če bi se kdaj v tem lahko preizkusila, no, bi bilo zelo zanimivo tudi zame. Super, pa in mogoče kaj v glasbenih vodah, mogoče kakšen nastop na kakšnem odru, če zdaj zavzamemo mjuzikle, jaz upam, da ti bo tam uspelo, ker v bistvu res žariš, kadar lahko še zraven plešeš in pa pokažeš vso to svojo energijo. Kaj pa kakšen nastop, je mogoče še kakšen oder neodkrit, ki bi ga pa tudi rada kdaj zasegla? Ja, v bistvu res, tako kakor si rekla, ne, z mjuziklom smo že toliko nastopali, a ne, tako da v bistvu sem in Križanke že v bistvu dala čez, ne, in Galusovo dvorano, ampak seveda to je bilo v sklopu muzikala, a ne. Tako da ja, definitivno, če bi ta dva odra lahko tudi samostojno napolnila oziroma ti dve dvorani, bi bilo pač seveda fenomenalno. Drugače sem pa tudi zelo vesela za nastop na Kongresnem trgu, to je bilo tudi tako nekaj neverjetnega, no, videti vse te ljudi. Tako da mogoče to, kar se Slovenije tiče, ne, saj potem višje od tega so pa samo še Stožice, to je pa potem že kar tak visoko zadan cilj, no. Ampak bomo videli, kaj bojo leta prinesla. Pa si se kdaj videla tudi v tujini, da bi morda nastopala? Tako sem si rekla, če bi kdaj prišla priložnost, bi verjetno jo vzela, a ne, ampak drugače sem pa že majčkeno tako potipala v tujino, ne ravno zaradi nastopanja, ampak bolj še zaradi študija, in moram reči, da me je kar vedno bolj nazaj vleklo k nam, no. Se nisem nekako tako počutila domače tam oziroma da bi tam kaj želela naprej svojo kariero voziti. Tako da sem bila kar vesela pol, ko sem prišla lahko spet nazaj domov, ker mi je tudi tako veselje peti v našem jeziku, da vidim ljudi, kako so hvaležni, no, ko slišijo pač pesem v slovenščini. Se mi zdi to zelo važno, no, da danes kar mladi ustvarjalci tudi in pevci kar majčkeno hočemo pozabljati na to, a ne, ker je toliko angleščine in drugih jezikov okrog, ampak se mi zdi res lepo, no, da negujemo in peljemo še vedno naprej ta svoj jezik. Tudi jaz sem vesela, vsak teden znova ugotavljam, da je ogromno glasbenikov, ki ste se osredotočili na slovenski jezik. In je drugače. Vsi razumemo tuje jezike, vsaj angleščino ali pa še kakšnega zraven, ampak v svojem maternem jeziku se pa čisto drugače povežeš za skladbo. In mi je zelo, zelo všeč, da ste tukaj, da nam ne pobegnete ven iz države, da bomo lahko imeli nastope, da vas bomo lahko gledali in pa da nas boste lahko navdihovali tudi naprej. Tako da jaz sem kar za takšne projekte in pa tudi za nadaljnje, tako da podpiram take projekte tudi naprej. Zdaj pa, Hvala. posnela si pa tudi en videospot. Sicer ste ga posnela kar doma, oziroma v bližini doma, tako pač je, lansko leto je bilo dokaj zanimivo, bomo rekli. Kako pa je enkrat vzeti tudi kamero in pa sam kaj posneti, je težje, ali sta imela kaj težav s tem, ampak mislim, da. Ja, Aleks je v bistvu tudi majčkeno že zverziran v to smer, ne, ker zaradi študija je imel zraven tudi majčkeno snemalnih uric, kako naj rečem. Tako da v bistvu sva se že malo v tem preizkusila tudi že prej. Videospot za Zaljubljena v ta svet, v bistvu je tudi Aleks posnel in se mi zdi, je tudi kar v redu izpadel. Sva se pa za Kako lepo je videospot, sva se ga pa v bistvu res lotila tudi tako tehnično na malo drugačen način, ker je bil v bistvu posnet izključno na mojem telefonu, tako da to je tudi mogoče ena taka zanimivost. In za lokacijo, seveda, ker je bila pač karantena in nisva mogla nikamor
ven na neko bolj tako fino lokacijo, sva v bistvu se tule povzpela na en lokalni hribček, sva šla majčkeno raziskovati, kje bi našla kakšen lep kraj. In v bistvu moram reči, da sem bila še jaz presenečena, kako krasno lokacijo sva našla. Če si pogledate videospot oziroma ga bomo videli kasneje, je res takšen lep razgled in ujela sva še ravno zadnji dan, ko je snežilo, tako da se mi zdi, je vse to zelo lepo se povezalo v spotu in mislim, da ne bi nihče rekel, da je bila to bolj kot zasilna opcija za video, tako da mislim, da je res super uspelo. Mislim, da nihče niti ne bi opazil, ali je posnet s telefona ali pa ga je posnel kakšen kamerman. To verjetno vi bolj opazite in pa mogoče samo imate malo več muk, če ga sami sproducirate. Ampak jaz komaj čakam, da si ga skupaj pogledamo, kako lepo je naslov in kako je lepo je, lahko tudi rečemo za letošnje leto, kajti je polno navdihov in pa polno nekega upanja. Imaš morda kakšne cilje, ki si jih zastavila ob začetku leta? Ja, za letošnje leto, no, moram reči, imam kar en tak bolj klišejski cilj, kakor ga imamo po moje vsi v začetku leta, da bi majčkeno več začela spet telovaditi, pa malo bolj pojesti, a ne. Se mi zdi tale karantena, da je kar na vse tako malo, oziroma zase lahko rečem, če sem prej v bistvu nikoli bila prav dosti pozorna na to, ker seveda že to, da si šel pač drugam na neko lokacijo ali za nastope ali za karkoli, si bil že fizično aktiven, pol seveda jaz sem imela muzikale, kjer si bil ekstra fizično aktiven s plesom, vaje, vse to. Zdaj pa v bistvu se je ta 2 tedna na začetku, a ne, ke si bil v bistvu še zelo vesel, ja, zdaj bomo pa samo na kavču pa gledali televizijo, a ne, se je pol to kar malo raztegnilo, da malo dlje časa. Tako da v bistvu sem jaz tudi pri sebi kar majčkeno pozabila na to, a ne, da bi pa mogoče bilo tudi fajn doma kaj pomigati. Tako da ja, to je bila ena taka moja zaobljuba, zdaj pa upajmo, da se jo bom držala. Če ne druga, lokacija imaš res fantastično, to, ki jo bomo videli tudi skupaj v videospotu, tako da tam sem videla tudi enega kužka, ki se sprehaja in pa je to tvoj vaj? Ja, to je najina Biba, ona je kar zdaj že zvezda vseh mojih videospotov, mislim, da jo že vsi zelo dobro poznamo. Ampak ja, Biba je najina psička, letos bo stara 3 leta, in se mi zdi, je tudi dodala tak svoj pečat na videospotu. Sigurno dajo živali, tudi jaz imam majhnega kužka in potem smo skupaj pogledala, oziroma bova še sedaj enkrat pogledala ta videospot, da se tudi on lahko majčkeno pokonekta. Super. Je pa leto za nami, tako kot sem rekla, zanimivo, rečemo tako, no. Čeprav nekako nastopov pa tega ni bilo, kar je zelo pač žalostno, ampak jaz mislim, da bomo vse nadoknadili in pa komaj čakam, da bo se to odprlo in bomo res lahko zaplesali, sploh z vsemi vokali, ki jih imamo. Bi pa rekla, kaj pa je kaj takšnega, kar ti je ostalo v spominu, oziroma kako si pa ti preživela to karanteno malo drugače? Ja, v bistvu tako bom rekla, ne, zdaj, razen tega, da ne moremo nastopati, a ne, se mi zdi še vseeno, moje in tudi najino življenje se ni spet toliko zelo spremenilo, a ne, zaradi tega, ker itak Aleks je že prej v bistvu delal ves čas od doma, a ne, ker imava doma tudi glasbeni studio, tako da, kar se tega tiče, sva še vseeno lahko naprej normalno delala, ustvarjala, no, za kar sva oba, mislim, da zelo hvaležna, ne, da sva imela še vseeno to možnost. Vem, da ogromno glasbenikov pač, ki je hodilo v druge občine snemati v studie, pač nima te možnosti. Pa tudi oba sinhronizirava risanke, tako da to sva tudi lahko še vedno naprej počela. Za mojo pevsko šolo, ki jo imam, no, je pa tudi se prestavila v bistvu na internet, a ne, tako kot sva midve zdajle, tako da to je bila tudi ena taka malo večja razlika. Drugače pa ne vem, v bistvu moram reči, no, da se kar veselim, da ne bo več karantene, no, mislim, da tako kakor vsi ostali, ni mi bil, ne vem, noben trenutek tako, da bi rekla zdaj, da me je res mogoče ful navdušil, no, v tem času, ampak saj pravim, mogoče še vseeno, no, kakšni ti spletni nastopi, kaj takega, še vseeno, da smo malo izkusili tudi to na drugačen način. In to mi je zelo všeč pri vas glasbeniki, kajti mnogi se ne zavedajo, da dejansko en ogromen del vas sedaj pač ni dosegljiv, ni nastopov, ni koncertov, ni takšnih in drugačnih veselic, kakorkoli, da bi lahko javno nastopali. In res morate imeti dobro voljo in pa gledati naprej, da ste imeli vsem tem času, da ste ga izkoristili v bistvu za ustvarjanje. Tako da kapo dol, verjamem, da ni lahko, ampak mislim, da toliko ene pozitivne energije, ki jo vsi premorete, vsak teden znova me vedno presenetite, tako da moram reči, da pa res komaj čakam, da se ta pozitivna energija malo prelevi na oder ali pa vsaj k nam v studio. Tako da mi smo veseli,
Mi smo vsi veseli in pa komaj čakamo. Sem pa vesela zelo, da si se danes udeležila najinega pogovora, kajti bomo marsikomu lahko polepšali tale večer, ker mislim, da glasba je vseh nas in jo vsi pogrešamo. Vsi pa, Res je. tako je. In si bomo pa pogledali ta vajen oziroma tvoj video spot, kako lepo je. Da nam še enkrat poveš res, kako je vse lepo in kako smo lahko dejansko veseli za vse, kar imamo. Tudi za ta stek na sosednjem hribčku, ko mogoče prej nismo vedeli, da ga imamo tako blizu ali pa karkoli, imamo sedaj čas ga malo raziskati. Tako da tudi druge pozivam, da greste malo naokrog, ampak verjamem, da so to vsi naredili. Tako. Tako, mi pa si poglejmo ta današnji video spot, kako lepo je. Saša, te pa res želim veliko, veliko ustvarjanja tudi naprej in pa da se bodo te tvoje želje iz klopce želja tudi uresničile in pa da te bomo lahko kmalu videli tudi v živo. Najlepša hvala in en lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam. Hvala tudi tebi, pa si poglejmo video spot Saše.